prišli smo v eno dobo kripta, kjer zdaj to postaja, po mojem, vedno bolj nek mainstream biznis. Jaz mislim, da gremo zelo hitro v smeri brezgotovinske družbe, kjer bodo imele te digitalne valute potem še toliko večji pomen. Kako pa je s kriptovalutami? So regulirane, niso, na kakšen način, kaj to pomeni za potrošnika? Sprejeta je bila ta MiCA, sistemska zakonodaja, ki bo urejala to kripto področje, in to je tako ena taka blazno velika novost. Tako kot so bile banke že od nekdaj regulirane, vemo, da so ene bolj reguliranih entitet, to se bo zdaj zgodilo tudi s kriptom. Torej, kako je v tem trenutku pri nas, kar se tiče obdavčitve? Osnovno pravilo je, da če ti kot fizična oseba ustvariš dobiček iz trgovanja s kriptovalutami, je dejansko davek na to. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Moje ime je Katarina Matejčič. Danes pa gostim dr. Petra Merca, pravnika, ki je iz starega, tradicionalnega bančnega sveta presedlal v kripto, fintech, startupe, torej mlade, žive, hitro odzivne stvari. Tako da, Peter, dobrodošel. Najina tema danes pa regulacija in pa tudi obdavčitev kriptovalut. Torej, če nekaj zaslužite, je dobro vedeti, koliko vam bo država pobrala, če sploh, in seveda, kako ste regulirani in tudi zavarovani. Torej, kar tle začneva, živijo. Zelo vesel, da sem tukaj in verjamem, da bodo zanimive teme, ki bomo prediskutirali. Absolutno, predvsem pa nekaj, kar je treba vedeti. Torej, gre za neko novo tehnologijo, nov način, kako je tle z regulacijo, kako daleč smo, kako rigidno je, vemo za banke, kup enih pravil, ne samo na nacionalni ravni, ampak tudi sploh zdaj, odkar smo v monetarni uniji, tudi na ravni ECB-ja. Kako pa je tukaj? Kako pa je s kriptovalutami? So regulirane, niso, na kakšen način, kaj to pomeni za potrošnika? Skratka, zelo veliko vprašanj si že tele navedla, tako da veliko enih izhodišč. Za začetek moramo sigurno strogo ločiti tehnologijo, ki si tudi ti omenila, od samih kriptovalut. Recimo, kriptovalute so eden od produktov, ki so nastali na osnovi blockchain tehnologije. Tako da danes pustimo to tehnologijo, po mojem, bolj na strani, pa se osredotočimo na te kriptovalute. In tudi tle se lahko zelo hitro zmedemo. Zdaj govorimo o kriptovalutah, govorimo o elektronskem denarju, govorimo tudi zdaj o recimo digitalnem evru, kot neki centralno-bančni digitalni valuti. To so spet vse različne stvari. Tako da danes res fokus na te decentralizirane, tako bi mogle biti te kriptovalute, recimo govorimo o Bitcoinu, govorimo o Ethereumu, o Ripplu in ostalih. In zdaj tukaj je vsaj do letos je vladalo eno tako velik divji zahod. Tako da, recimo jaz kot pravnik sem delal na več teh različnih kriptoprojektih in tle je bilo velikokrat prepuščeno nam, recimo kot nekim pravnikom, si razlaga določene določbe. Vedeli smo, da obstajajo določbe glede zakona o preprečevanju pranja denarja, torej, če si bil ti v nekem kriptobiznisu, si mogel to spoštovati. Vse ostalo je bilo pa tako zavito v en tak oblak negotovosti ali pa recimo tudi neke take pravne praznine. Tako da bilo je velikokrat treba neke nove poslovne modele, ki recimo temeljijo iz kriptovalut, aplicirati nekako na obstoječo zakonodajo. To pa vemo, da je v praksi težko, imaš novo tehnologijo, tako old school zakonodajo in ne gre vedno to tako 1+1, da je 2. In zakonodajalec je vedno 3 korake za tehnologijo. To pa še pride v kaj. In recimo vemo, da kdaj se je pojavil leta 2008 oziroma 2009, potem takrat prvi Bitcoin, ki je nastal. Leta 2024 smo dobili, koliko je to pol, 14 let kasneje, 14 let kasneje dobimo prvo zakonodajo. Zdaj, tle moramo reči, to moramo povedati, da to, kar se je zdaj zgodilo na ravni Evropske unije, sprejeta je bila ta MiCA, tako se imenuje, sistemska zakonodaja, ki bo urejala to kripto področje, in to je tako ena taka blazno velika novost. Evropa je ponad tista, ki zelo veliko regulira, prvo regulira, potem pa vpraša, recimo tudi nedavno sprejeti akt oziroma uredba o umetni inteligenci podobna. No, ampak sigurno ima pa to tudi neke svoje pozitivne učinke, torej da se pa zdaj posel, ki je bil prej nereguliran, ki je sigurno predstavljal veliko tveganj in za potrošnika, recimo kot investitorje, in za podjetja, postaja zdaj resen biznis, resna regulirana industrija. Tako da tukaj smo zdaj, vemo, kakšna regulacija bo od zdaj naprej veljala, del te regulacije začne veljati že konec junija letos, preostali del pa začetek naslednjega leta. Tako da prišli smo v eno dobo kripta,
pa tudi blockchaina, spet če govorim kot tehnologija, ampak smo rekli, da se danes tega izogibamo, kjer zdaj to postaja, po mojem, vedno bolj nek mainstream biznis. Tako kot so bile banke že od nekdaj regulirane, vemo, da so ene bolj reguliranih entitet, oziroma da je celotna bančna industrija bolj regulirana, to se bo zdaj zgodilo tudi s kriptom. Ker vseeno so imeli, kripto je imel, sploh Bitcoin, mogoče malo negativnega predznaka tudi zaradi, recimo, vedno, ko je prišlo do nekega cyber napada in je nekdo zahteval nek denar za, recimo, določene podatke, je zahteval to v bitcoinih. Govorilo se je veliko o pranju denarja čez bitcoine, govorilo se je o financiranju terorističnih in podobnih organizacij, nelegalnih, trgovanje z mamili, orožjem. Bo to torej zdaj preprečilo in se bojo dejansko stvari, seveda mora povedati, da je bilo to minimalno v celotni strukturi in tržni kapitalizaciji bitcoina in ostalih kriptovalut, pa vendarle se bo tudi to uspelo zdaj nekako zamejiti. Zdaj, ni čisto res, in to je sigurno zmotno razmišljanje, da je kripto anonimen. Ja, kripto je anonimen, dokler je znotraj kripto ekosistema. Ampak ti danes ne moreš kupiti stanovanja, ne moreš kupiti hiše s kriptom. Torej, v eni točki boš ti mogel ali konvertirati iz fiata, torej iz svojega evrov, dolarjev v kripto, ali pa tudi, če ti dobiš recimo kot rezultat nekega kaznivega dejanja, da dobiš nek kripto, še vedno ga boš ti mogel to pretvoriti v eni točki v fiat denar. In celotna regulativa, globalna govorim, tudi to sem preomenil, da kriptopodjetja, tudi ko ni obstajala nobena kriptozakonodaja, je obstajala zakonodaja, ki ureja preprečevanje pranja denarja. In seveda, kar želim povedati, da so se te regulatorji osredotočili na vhodno in izhodno točko iz pač kripta. Ker ti, če boš hotel nekaj si kupiti, boš mogel to konvertirati. Tako da zato so zdaj te gatekeeperji, recimo zato so zdaj vsa praktično kriptopodjetja oziroma ponudniki kriptostoritev so podvrženi strogi tej regulativi, ki ureja preprečevanje pranja denarja, kar pomeni poznavanje tvojih strank, spremljanje poslovanja teh strank, tako da to se bo sigurno preprečilo v veliki meri, ampak kar sem želel povedati, danes obstaja kriptoforenzika, ki je, moram reči, da kar donosen posel, in v bistvu s to kriptoforenziko ti lahko slediš temu kriptodenarju. In recimo jaz delam za eno stranko, ki so jo pohekali, to je bilo za velike zneske, torej pohekali hekerski napad, leta 2017, 4 leta kasneje so najdeli tega hekerja, enega Kitajca. Pač oni so označili, oni so točno se vedeli, kam je šta njihova... Torej je plačal v kriptovaluti? Ne, ta heker jim je ukradel iz njihovih denarnic, jim je ukradel sredstva, in oni so si označili, kje so ta sredstva, vedeli so, da so na nekem walletu. In oni so vedeli, tudi če bodo ta sredstva za 3-10 let mirovala, enkrat jih bo on mogel nekam prenesti in jih bo mogel pač konvertirati v neki. In so čakali, vse se da seveda v kriptu označiti, in vse če pol colored coins, da ti označiš točno določeno kriptovaluto, kam gre. In so ga najdeli, po 4 leta torej, kasneje. Tako kot je vsak bankovec ima svojo zaporedno številko, ima tudi ampak vsak s tem, da kriptokovanec. gotovina je dejansko tista, ki ti omogoča neko popolno anonimnost. Ampak recimo tudi tukaj je šel pol regulator oziroma zakonodajalci po svetu šli v smeri, da so omejevali gotovinska plačila. Recimo danes imaš v Sloveniji prodajalec ne sme sprejeti več kot 5.000 evrov plačila v gotovini. Tako da gotovina je tista, ki te da res popolno stopnjo anonimnosti. Zato sem tudi jaz malo skeptičen, zdaj, ko govorimo o tem digitalnem evru, a bomo res dejansko, seveda nas zdaj prepričujejo, da to ni te digitalne valute, da niso alternativa, ampak bodo komplementarne. Ampak jaz mislim, da gremo zelo hitro v smeri brezgotovinske družbe, kjer bodo imele te digitalne valute potem še toliko večji pomen. Kaj to torej pomeni za klasičnega vlagatelja, torej ali to fizična oseba ali podjetje? Mu ta regulacija kaj dodatnega nalaga, mora zato kaj več narediti ali ga v bistvu predvsem ščiti? Zdaj tako, iz vidika potrošnika, absolutno je to velika prednost. Naenkrat se bo potrošnik, seveda, če bo pametno, delal s pametnimi ponudniki storitev, oziroma poštenimi ponudniki storitev, dobronamernimi, bo vedel, da ima na drugi strani neke regulirane entitete. Danes je lahko bil praktično kdorkoli v kriptu. Ampak spet, moramo vedeti, da tudi kot v vsakem biznisu, vedno imaš ti neke prevarante. Ampak z vidika kriptopodjetij oziroma ponudnikov kriptostoritev bodo pa to zelo visoke vstopne ovire. Zato, ker je regulacija zelo
stroga, praktično, ne, v določeni meri, odvisen seveda, kakšne kriptostoritve boš ponujal, ampak v določeni meri lahko že govorimo o taki lahki bančni licenci. Torej, veliko nekih zakonskih zahtev, ki so zdaj veljajo za fintehe, za banke, bodo po novem veljale tudi za kriptopodjetja. Recimo, kako bodo hranila te ponudniki kriptostoritev, kako bodo hranili sredstva uporabnikov, kakšen način upravljanja podjetja bodo imeli. Regulator bo pogledal fit and proper, torej kdo so tisti, ki upravljajo podjetja, so imeli že neko kriminalno preteklost. Ne? Tako da z vidika potrošnikov sigurno predstavlja to vedno veliko večjo varnost. Z vidika podjetij, pa tako kot sem rekel, teh ponudnikov kriptostoritev bodo to zelo visoke vstopne ovire. Recimo po finančni krizi leta 2008 se je zelo, kako bi rekel, pomembno spremenila bančna zakonodaja, naenkrat si mogel imeti ti funkcije notranjih kontrol, upravljanje tveganj, compliance, tega prej ni bilo. Ne? Tako da so se stroški podjetij, da so bila dejansko skladna za zakonodajo, takrat bank so se bistveno povečala. Ne? In problem bo to tudi danes, ne? Da dejansko ti boš imel določene zakonske zahteve, ki bodo moglo izpolnjevati vsa kriptopodjetja. Ampak zdaj na eni strani imamo Bitstamp, ki ima 2000 zaposlenih, na drugi strani imamo pa nekega manjšega kriptoponudnika, ki jih ima pa 10 zaposlenih. Ampak v veliki meri bodo veljali za oba iste zakonske pravila. Ne? Kar sem želel povedati, referenco za banke, je bilo tudi v eni točki, to seveda tudi v bančnem sektorju velik problem, ne? Ker si imel ti iste zakonske zahteve, ampak seveda, če že pogledam, jaz recimo, ko sem delal v NLB-ju, ko sem delal v službi skladnosti poslovanja, tam nas je bilo 30 zaposlenih v skladnosti poslovanja. Potem sem šel iz NLB-ja v takratno Hypo banko, nas je bilo pa 5. Ampak mi smo mogli biti enako skladni za zakonodajo kot NLB. Ne? Tako da, še enkrat, mogoče sem se malo zapletel, vstopne ovire bodo res zelo visoke. Torej, ne bodo se kar ko se vsak odloči, jaz bom pa malo kripto delal, pa malo bom vzel sredstev strank, pa jih bom malo upravljal ali pa bom delal neke kriptodenarnice. Zdaj če boš hotel delati, seveda, če se ne boš bil skladen z zakonodajo, bodo kazni zelo visoke in za odgovorne osebe podjetja in za samo podjetje, tako da že iz tega vidika se ti ne bo splačalo razmišljati, da boš ti zdaj neki probo delati mimo tega. In če boš pa hotel delati resen biznis, boš mogel pa veliko pozornosti posvetiti potem skladnosti poslovanja, ki je pa seveda potem neko varovalo za tvoje stranke. Ampak se da v tem svetu novih tehnologij, ki je globalen, omenil se tudi AI, postaviti regulacijo na nekih evropskih mejah. To je globalen svet, ki deluje v nekem oblaku. Ali to pomeni, da je to v bistvu dobra novica za evropske ponudnike, ker bodo pritegnili tudi vlagatelje, mogoče iz drugega dela sveta, ker bodo bolj regulirani in torej bolj privlačni, zato ker boš prepričan, v kaj vlagaš. Ne bo manjša verjetnost prevare, manjša verjetnost vseh afer, ki smo bili priča v zadnjem letu in nekaj več. Ne? Ali to pomeni dodatno zanimivo za evropske ponudnike? Torej tudi, da bi Američani vlagali tam, Južnoameričani, da vlagajo v Ameriko. Mislim, da to že vlagajo, se pravi, recimo Bitstamp je evropski exchange, pa ima zelo veliko strank iz celega sveta in iz Azije. Slovenska ideja mora podariti. Slovenska ideja, ja, verjetno zaradi davčne politike ni tudi zrasla potem tukaj v Sloveniji, ampak druge. Ampak kar želim povedati, če gre sam korak nazaj, podobna zgodba se me je dogajala z GDPR-jem. Takrat je Evropa prva šla tako strogo regulirati področje varstva osebnih podatkov, ampak GDPR je potem na koncu ratal globalni standard. Ne? Varuje osebne podatke evropskih državljanov, ampak recimo že ima določbe, če hočeš ti kot podjetje izvažati te podatke ven, ima že omejitve. In recimo MiCA, torej ta evropska sistemska regulativa za kripto, ima tudi velik ekstrateritorialni učinek, ker pravi, če si ti evropsko podjetje oziroma podjetje s sedežem v Evropi in targetiraš evropske državljane s svojimi storitvami, moraš biti skladen z MiCO. Enako velja tudi za tuje podjetja. Če si ti tuje podjetje, pa želiš targetirati evropske državljane, boš tudi mogel spadati pod MiCO. Tako da jaz bi rekel, da tako kot vedno, ta regulativa je lahko plus ali pa minus, ampak na koncu jaz mislim, da je vedno to prednost, če si ti reguliran. Tudi recimo poglejmo Američani, takrat, ko se je zgodil GDPR, so govorili, kaj to pomeni, kakšno breme za njihova tehnološka podjetja, Google, Facebook, ki bazirajo na obdelavi osebnih podatkov. Ampak 10 let kasneje, koliko je recimo Kalifornija kot zvezna država, je naredila copy-paste GDPR-ja
pri njih. Ne? Tako da tisto, kar si ti vprašala, a je potem tudi neka taka konkurenčna prednost to lahko na koncu? Jaz mislim, da ja, ker recimo meni se je velikokrat zgodilo v preteklosti, govorim recimo 2017, ko je bil ta kripto norija, sem dobil popraševanje strani resnih strank, recimo Švica, tudi Izrael, ki so rekli, mi bi radi naredili biznis v Sloveniji, v Evropi. Vemo, da je Evropa kripto prijazna, sploh pa Slovenija. Rekla, ker si omenil Švico, ne? No, recimo, ne. Ampak, a mi lahko ti zagotoviš, da bo moja poslovna ideja oziroma moj projekt 100% skladen za zakonodajo? In takrat ti tega nisi mogel zagotoviti, ker si rekel, lej, tamle je takole ena določba, pa si jo jaz tako razlagam, mogoče si bo regulator lahko razlagal malo drugače in to ni neka pravna varnost, ki bi jo imela ta podjetja. Ne? Tudi recimo, mi smo se takrat pogovarjali z slovenskimi regulatorji, za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, uradom. Ne? Tudi oni niso točno vedeli, kaj bi, potem je tudi FURS izdal neko mnenje oziroma neke smernice, ampak a veš, to so bili vse neki taki mehki akti, ne? To so bile smernice, priporočila. To spet zate ni neka garancija, zato ker ti točno veš, da če bo nekaj narobe, se lahko regulator ali pa v sodišče vedno drugače odloči, ker bo rekel, to ni zakon, to je bilo moje mnenje, ki ga pa ti lahko vedno spremeniš. Tako da ta soft law oziroma mehko pravo, ki je takrat veljalo, spet ni bilo nekaj, kar bi ti dal, da bi se dobro počutil, ampak rabiš neko direktivo, neko uredbo. No, in končno je prišla ta mika. Kdo bo na slovenski ravni, glede na to, da smo v Sloveniji, bdel nad tem? Kdo je tisti, ki je to Banka Slovenije, to ATVP? Kdo bo dejansko skrbel za skladnost? Včasih smo malo slabi v prenosu direktiv. Kako si pa to zelo dobro zadela. Okay, zdaj imamo evropske zakonodaje v slovenski pravni red, ne samo, da zamujamo in dobivamo kazni in plačujemo penale, ampak tudi pravniki dostikrat pravite, da je prenos zelo neprimeren, prepočasen in potem tudi nadzor neprimeren. Torej, kaj se bo zgodilo pri nas? Zdaj tako, hvala Bogu, da gre tukaj za uredbo, torej za evropsko uredbo, ki je seveda potem neposredno izvršljiva v vsaki državi članici, torej ne rabiš ti sprejeti zakona, ne, tako kot recimo pri direktivi, ker tle smo bili tako kot si je prav rekla, včasih umetniki, da smo potem mi dodali neko besedo in ta beseda je potem čisto spremenila cel koncept oziroma vse je podrla. Ne. Zdaj imamo pa problem ta, da recimo tudi uredba v določenem delu zahteva, da moraš ti potem na nacionalni ravni sprejeti izvedbeno uredbo. Torej, recimo, Mika govori o tem, da mora vsaka država članica sprejeti izvedbeno uredbo, ki bo določila, kateri regulator je pristojen v Sloveniji. In ta izvedbena uredba je bila že zdavnaj sprejeta oziroma pripravljena na ravni Ministrstva za finance, kjer jasno določa, da je ATVP v večjem delu odgovoren za nadzor nad temi ponudniki kriptostoritev, Banka Slovenije v omejenem delu, samo tam, ko se bodo izdajali neki posebni tokeni, ki so v bistvu elektronski denar. Problem je pa ta, da ta del glede elektronskega denarja, tokenov vezanih na elektronski denar, Mika začne veljati v tem delu 30. junija. Mi bi pa mogli že zdavnaj sprejeti to izvedbeno uredbo, ki določa, ki daje pristojnosti Banki Slovenije ATVP-ju in tega še nismo naredili in se bojimo, da bo to bilo prepozno. Recimo jaz delam že na enem konkretnem projektu te izdaje tega tokena, ki je elektronski denar in ne vemo točno, kaj se bo zgodilo, če se bo zgodil zdaj ta vakuum. Torej, Mika bo 30. junija začela veljati, v Sloveniji ne bo še zakona sprejetega, ki bi dal pravno podlago glede pristojnosti Banke Slovenije in si ne znam predstavljati, kaj se lahko zgodi, spet ena velika poslovna škoda za eno ugledno kriptopodjetje tukaj. Tako da, ja, žal smo vsi bili veseli, ker smo videli, uredba je, ne bo kreative našega zakonodajalca, ampak pa padeš na eni taki mini izvedbeni uredbici. A še vedno vseeno ostaja kaj zunaj regulacije in torej ali še vedno možna kakršnakoli prevara, vedno obstajajo sive lise, črne luknje in podobno. Vedno so tisti, ki izigravajo se s tem nekoliko pametnejši od zakonodajalcev, korak spredaj. Verjetno je z neko dobro domišljijo mogoče najdeti
mislim, da niti ne izven rabiš tega. dobre domišljije. Zdaj spet smo se naučili leta 2008, takrat, ko so ugotovili, da je bilo v bančnem sistemu, da so bile te kapitalski blažilci, kapitalska ustreznost, da ni bila na zadostnem visokem nivoju. Prišla je nova regulativa, takrat Basel II, novi bufferi za sistemske banke. Mogoče 4, 1 in 2 in Tako, ne vem kaj, tako, ne. no, ampak a veš, jaz sem prepričan, da naslednja bančna kriza se ne bo spet zgodila zaradi teh bufferov, nekje drugje se bo zgodila. No in recimo to banke že spet delajo, kar so delale prej. Imaš ta bančništvo v sencu, shadow banking. Torej, če imaš ti neke rizične produkte, boš dal ti to izven svoje bilance, boš dal na eno drugo entiteto, po možnosti boš imel tam manj kot 25%, da ti ni treba konsolidirati in boš ti spet delal izven nekega nadzora regulatorja. No, se pravi, mislim, da bo nekaj podobnega tudi v kriptu. Recimo ta mika je toliko časa nastajala, ne, da v bistvu na koncu so vsi hiteli, da to miko čim prej narediti, recimo da so spustili ven in NFT-je, ne vem koliko poslušalci podcasta poznajo NFT-je, in recimo in DeFi, torej decentralizirane finance. Recimo decentralizirane finance, tam je zelo, zelo veliko nekih sredstev. Tudi veliko nekih projektov se je izkazalo kot popolnoma neverodostojnih, pa je potem en že pobegnil mislim, da v Črnogoro, pa so ga nedavno aretirali, pa mislim, da ga zdaj izročili Južni Koreji, ali to je govorim za Luna projekt, ali ga bodo celo Američanom izročili. Oboji se potegujejo za njega. Ja. No, en bo zmagal, pa jaz mislim, da on bolj navija za Korejo kot pa Ameriko. Ampak hočem reči, ne, da spet v teh decentraliziranih financah neskončno denarja, ampak evo, je padel ven iz regulative. Enako, dobro, manjši del, ampak tudi v NFT-jih je tudi zelo veliko denarja, ne? Ampak spet, ni to, vedno več ga bo in to je padel ven. In zdaj spet že govorijo o Miki 2, ne? Ampak kar je pa še bolj, ne, zdaj, kako bi rekel... Verjetno gre za tudi stvar, ki se hitro razvija in organsko sama raste in seveda je treba temu prilagajati tudi zakonodajo. To ni stvar, ni nepremičnina. Ja, to je stvar, ki se razvija sama od sebe, ne, tako kot je težko regulirati AI, ker še sami ne vemo, v katero smer bo šel in se razvijal. Torej, ti lahko reguliraš to, kar v tem trenutku poznaš, ne to, kaj bo čez eno leto. To je grozen, jaz ne bi hotel biti v poziciji regulatorja ali pa enega tamle uradnika na ravni EU ali pa države, ki bi mogel to regulirati, ker to je res izjemno težko. Zato, ker, tako kot si rekla, ne veš, kje bo to čez 10 let, zdaj pa neka dilema med neko samoregulacijo, delno regulacijo, recimo tle pri umetni inteligenci zelo zanimivo, kako imajo Američani, Velika Britanija in Evropa čisto različne pristope. Ne? Evropa takoj regulirati, Američani sploh ne regulirati, Angleži pa dajmo to znotraj nekih naše obstoječe zakonodaje, znotraj obstoječih regulatorjev. Ne? In tle isto, ne? Pri kriptovalutah. Toliko časa se je svalkala ta regulativa, da se je toliko vmes novih stvari zgodilo. No, ampak na koncu, več up to date, ne? Ja, ampak na koncu najbolj ironično je pa to, se je zgodil, koliko 2 leti nazaj ta FTX, ta kriptoborza, ki je padla, ne, to je bil, mislim, da celo druga največja po volumnu borza na svetu in so takrat potem testirali. Taka je tudi njegova zaporna kazen. Tako, mislim, ja, še malo do, že je bila, mislim, da je bil. Blik berem za eno knjigo o njem, pa je en avtor napisal, ki ga tako poveličuje. Čeprav bo to bo eden redkih stečajev, kjer bodo vlagatelji dobili vse nazaj, ker je sredstev več, kot je bilo terjatno. Ja, pa nisem čist prepričan, zato ker sem bral, kakšne fije računajo odvetniki mesečno. Mislim, da znajo odvetniki kar spiti. Jaz sem nekje prebrala, da bojo od 114 do skoraj 130% poplačani vlagatelji, odvisno od tega, veš, kaj so prednostni, neprednostni in podobno. Ja. Kar sploh, če poznamo vsaj približno slovenske stečaje, se to nikoli ne zgodi. Tam je komisija stečajnega upravitelja za poplačati, pa mogoče kakšnega zaposlenega. No, pa kaj sem želel povedati? FTX, dobro, moče pa to zgodba z srečnim koncem, ampak recimo FTX so potem to miko, to regulativo, so potem testirali, če bi mika obstajala že v času FTX-a, bi to preprečila in seveda so ugotovili, da ne bi. Tako pa se spet vprašaš, spet pa tako, ko pogledaš za nazaj, sej ta je bil, ne, ta črni labod, kako se temu reče, ne, Black Swan je bil ta FTX, ampak pa tako pogledaš nazaj, verjetno je zelo veliko nekih takih exchangeov, točno to, ne, da mešajo sredstva uporabnikov, ne veš, kaj dela z lastnimi sredstvi, ne veš, kaj dela s sredstvi uporabnikov. Meni je to zelo tak osnoven primer, ne, pa recimo tega mika ne bi rešila. Ne. Tako pa si rečeš, kaj sploh dejansko
ta Mika rešuje. A bo spet, tisti, ki so se prej pogovarjali, bo spet bila to samo neko breme za manjše igralce, večji igralci bodo šli pa mimo tega, ampak spet, evo, smo dobili en primer, Binance, tudi lastnik Binance se bo zdaj usedel, sicer za kratek čas. Predvsem je plačal. Predvsem je plačal, ampak je spet to ena lekcija, ne? Ker on je imel skozi to, ne? Samo da biznis raste, bomo pol razmišljali o regulaciji. In to so bili tudi, potem je bil problem, da si imel tudi, kako bi rekel, eno tako vrsto nelojalne konkurence. Na drugi strani imaš pa ti igralce na trgu, ki pa hoče biti skladni, ampak pol ne more rasti, ker jih Binance vedno požre. Ne? Recimo spet en primer, jaz sem delal z eno stranko, ki so hoteli narediti neke izvedene instrumente na kripto in so hoteli biti popolnoma skladni. Smo se mi pogovarjali z regulatorji, ne vem, več kot pol leta. Ne? V mestnem času je pa prišel Binance in je naredil isti produkt, nobenega regulatorja ni vprašal, kako boš pol ti takmo konkurenčen. Ne? Torej, da ne bo prestrašila slučajno, koga stvar je absolutno varna in netvegana, je pa vsem fajn pogledati, komu greš, na kakšen način in kakšno dovoljenje imajo in kakšen je njihov track record, da ne bova zdaj samo slabimi primeri, mogoče komu dala misel, da je stvar slaba. Ne? Stvar absolutno je čista, pregledna, regulirana, seveda pa kot vedno v vsakem biznisu obstajajo, kot se rekel, črni labodi, ki seveda mečejo senco na vse ostale. In danes sem brala en članek o ETF-ih, pravi, da tudi ETF-e, čeprav so zunaj regulacije, nastajajo tudi zato, ker si v bistvu vsi deležniki tega kroga kriptotrga želijo v bistvu transparentnost, razvoj in neko jasnost na tem trgu. Absolutno se s tem strinjam, tudi jaz bi rekel, da sem zelo vesel, da so se te ETF-i zgodili, zdaj ne čist gledano iz investicijskega vidika, ampak spet, če imaš ti ene take resne igralce iz tradicionalne finančne industrije, ki vstopajo v to, ki jim je ta industrija zanimiva, jaz mislim, da da to veliko legitimnost celotni industriji. Recimo, jaz sem bil kakšno leto nazaj presenečen, ko sem prebral, da Deutsche Bank, ki je verjetno ena bolj konzervativnih bank, da je zaprosila za neko licenco za skrbništvo kriptosredstev. Recimo, to me je presenetilo. Še bolj me je recimo presenetilo, da je Evropska investicijska banka, pa Nemška razvojna banka KfW, ki sta tudi verjetno ene dve bolj konzervativnih institucij, finančnih institucij na svetu, sta šle v izdajo obveznic na Ethereum platformi. Ne? Tako da taki vstop takih velikih igralcev, BlackRock pa ostali teh upravljalci premoženja, ki kar naenkrat pridejo v kriptoindustrijo, jaz mislim, da je to res lahko na dolgi rok samo pozitivno vpliva na sam razvoj industrije. Zdaj, kaj bo pa to pomenilo, niti ne bi hotel zdaj špekulirati, kaj to pomeni zdaj za rast enega Bitcoina, Ethereuma. Jaz mislim, da na dolgi rok bo to postalo tako kot delnice, da dejansko boš ti, danes vemo, razne tržne manipulacije, front running in vse. To je da lahko šortaš, vedno lahko, ne? Ja, ampak v regulirani finančni industriji se ti usedeš za 10 let, če boš imel ti trgoval na osnovi nekih internih informacij. Ali pa sploh notranje informacije, pa sploh. No, ampak zdaj to prihaja spet, da bo to tudi v kripto, ne? Tako da, in to se bo poznalo, ne? Tako da jaz mislim, da se bo iz vseh vidikov se kriptoindustrija približuje finančni oziroma tej tradicionalni finančno-bančni industriji. Poznavalci pravijo tudi, da ETF-i so dobri tudi zato, ker regulatorji drugače začnejo gledati na celotno industrijo, ravno zato, ker ti, da odpreš ETF in odpirajo ga res veliki igralci, omenil si Blackstone, ravno sem prebrala, da so pri dobivanju dovoljenj odseka 99% uspešni in do zdaj samo en produkt ni dobil dovoljenja odseka, kar pomeni, da to, kar so pripravljeni narediti in zaprosijo, pač gre česa. Je legitimno, ima vsa dokazila in track record, ki mora biti. Torej, da bodo tudi regulatorji zaradi teh ETF-ov, tudi zato, ker bodo veliki igralci noter drugače gledali na to in bolj pozorno gledali na to in bo torej možnost špekulacij in tudi prevar manjša. Absolutno, tudi moramo se zavedati, da to, da ti prepričaš nekega regulatorja že v to, da mora on nekaj naštudirati, nekaj novega, ampak to ne govorim zdaj samo za SEC v Ameriki, ne, ali pa govorim tudi recimo za slovenske regulatorje.
to je tisti največji uspeh pol konc dneva, ne? Da jih ti prepričaš, da morajo oni nekaj naštudirati in potem še, da pride do nekega licenciranja. Recimo, mi smo se ukvarjali z Fursom, z Agencijo za trg vrednostnih papirjev, z Banko Slovenije, z uradom. Par let nazaj smo organizirali redna srečanja z njimi kot blockchain think tank takrat in smo se z njimi pogovarjali. Ker kaj se, recimo, res je težko zavedati, koliko tehnologije gre hitro naprej. Recimo, Urad za preprečevanje pranja denarja je, enkrat leta 2012 izdal nek dokument glede Bitcoina, ne, in oni so mislili, ok, to je zdaj to, za naslednjih 20 let je to. Ampak že od leta 2012 ali 2014, ko so oni to izdali, do 2018, ko smo se mi pogovarjali, je bila kriptoindustrija čist druga. Takrat nismo več ti samo Bitcoin, ampak si imel že Ethereum, torej si imel že čist neke drugo vrsto teh kriptožetonov. In ta razvoj gre naprej in je super, da prije ena taka regulacija, recimo tudi za primer Mike spet, ne, kjer so se naši regulatorji bili tudi zdaj prisiljeni par let učiti v procesu sprejemanja te zakonodaje in oni zdaj točno razumejo razliko med decentraliziranimi financami, centraliziranimi, skrbniškimi denarnici in neskrbniškimi. Če bi to padalo na nas iz predstavnike industrije, da bi jih mogli učiti, bi to trajalo veliko dlje in tudi vprašanje, koliko bi bili oni motivirani. Tako da spet za celotno industrijo je to super, da pride ena taka ali regulativa ali pa da pridejo neki taki novi produkti, kot so kripto ETF-i, ker se regulatorji nekaj novega naučijo. In tako, kot si ti rekla, tudi če bo prišel potem nek soroden produkt, nek nov produkt, bodo verjetno, imajo že vsak regulator, bo imel en tim ljudi, bodo točno vedeli, kje so tisti, ki razumejo kripto in bodo tudi tiste ljudi dali tja delati. Tako da en tak ekosistem se ustvarja in za regulativo, ki je prišla, ki prihaja, dejansko del tega ekosistema postajajo tudi regulatorji, kar je pa ključno. Pa vendarle, omenil si že velike igralce, torej kaj zares njihov vstop na trg pomeni za male vlagatelje? V končni fazi bančna kriza v leta 2008 ni nastala zaradi malih vlagateljev, tudi veliki se motijo in veliki veliko špekulirajo. Imajo dovolj denarja in celo tisti, za katere smo mislili, da so preveliki, da bi lahko padli, celo taki so padli. Imeli smo pred kratkim tudi v Evropi primer banke, za katero so bili vsi prepričani, da nikoli ne more zaiti v negativne številke. Je to povečuje tveganje? Se bodo morda veliki igrali na tem polju? Ali to malim zagotavlja, da te, ki delajo cele dneve, samo to par tisoč ljudi pametnih, ki samo o tem razmišlja, če je torej on prepričan, da je to dobro, sem torej tudi jaz lahko prepričan. Ali je to postal nek peskovnik za velike igralce, kjer se bo malo tvegali pa špekulirali in delali vse, po čemer so nastali filmi, recimo v zadnjih 15 letih. Moral si za začetek, če izhodišče, celotna tržna kapitalizacija kripta je smešna, majhna v primerjavi, če pogledamo zdaj nekaj. 1400 milijonov. Se pravi, to je manj kot procent. Za Bitcoin pa 450 milijonov za Ether v tem trenutku. To je bagatela, kar se tiče, če pogledamo zdaj market cap neke finančne industrije, če govorimo samo recimo trg obveznic, sploh recimo kakšen trg delnic. Tako da zdaj vsak en resen igralec noter lahko že resno manipulira tukaj in to se je itak veliko dogajalo. Recimo, če že pogledamo Elona Muska, on je naredil z enim tweetom ali glede Dogecoina. In da bo zdaj verjetno manj tega, ne? Upajmo. Absolutno, bo manj tega, ampak po drugi strani pa tudi ne veš, zdaj, če se bosta dva taka upravljalca ETF-a zmenila med sabo, kot imela tak portfelj, recimo ali Bitcoina ali Ethereum ali pa potem, če se bo pojavil še kakšen drug ETF, jaz mislim, da je lahko to plus ali pa minus. Jaz sem prepričan, da v prihodnosti več bo takih velikih playerjev noter, manjša bodo tudi recimo neka nihanja v ceni, ker se vemo danes, pa to se niti ne bo danes o tem pogovarjala, ker niti jaz nisem ekspert za trgovanje, ampak ponavadi je vedno tako, da je cena Bitcoina začela rasti in potem so tudi drugi sledili. Ampak zdaj za tako veliko koncentracijo recimo Bitcoinov v portfelju posameznih finančnih institucij ali pa teh skladov, bo to sigurno vplivalo na ceno, da ta nihanja ne bodo tako velika, ali navzgor ali navzdol. Tako da iz tega vidika se bo sigurno približal to, kar so se prej pogovarjala, trgu finančnih instrumentov, teh reguliranih delnic, obveznic. Ampak tudi glede same čistosti, integritete trga, jaz tudi mislim, da je to ena super priložnost, ker vemo, koliko je bilo danes nekega frontrunninga, že tele influencerji, kako oglašujejo neke kriptovalute, ki veš, da so jih oni prej kupili, ali pa je nekdo plačal za tega. Kar zdaj celo ATVP v Sloveniji gleda kar
se je začelo Gleda, dogajati ampak na Instagramu? mislim, da zdaj bi se ti zlagal Kim Kardashian, pa ne vem, ene par tehle influencerjev, pa ena od sester od Kim Kardashian so bile strani SEC-ja kaznovane v Ameriki, ker so oglaševale določeno kriptovaluto, brez da bi razkrile, da so dobile za to plačilo. Ne? Tako da, veš, to, Dobro, če gledaš njihov Instagram, če pomisliš, da karkoli tam ni za plačilo, je pač ja, ampak ne. zdaj, če si prepričljiv, pa se ljudje navajajo, da je to nek tam product placement ali pa karkoli. Ampak Mislim, tam karkoli, kar ni product Ja, placement. Sem pa jaz prej verjetno narobe rekla, govorila sem o milijonih, to je verjetno vse v milijardah, tako Ja. da sem jaz absolutno čist premalo povedala. Ampak še vedno, ja, bistveno manj, ker recimo delnice ameriške bistveno presegajo BDP ameriški, recimo ja, njihova prav, tržna res je, kapitalizacija, res tako je. Lej, tlele že en tweet, da ti vpliva plus minus 10% na ceno Bitcoina. Se spomnim, da je kaj 2 leti nazaj je Elon Musk rekel, da bo sprejemal plačila za kripte v Bitcoinu, pa je šla cena gor. Po se pa v bistvu v eni točki Tam se so ga malo kaznovali, pol pa se je mogoče malo nazaj. So ga, ampak recimo je bilo takrat, ko je on manipuliral, da je šla cena Bitcoina navgor, se pa potem v letnem poročilu Tesle pokazalo, da je on takrat eno leto, da je Tesla več zaslužila s prodajo Bitcoina, kot pa s prodajo Tesle. No, kot Tesla. In to je bila čista tržna manipulacija. Če bi on tako delal za delnico, verjetno bi bil zdaj v zaporu za Sam Bankman-Friedman, kaj že od FTX-a. Mogoče bi se pa bolj skrila na kakšnem otoku, kamor je pobegnil, sem pa so ga nazaj dobili. Torej, kaj nam to vse skupaj prinaša? Torej, rečva, da grejo stvari v pravo smer in to za vse nas nekaj dobrega pomeni. Mirnejši si lahko, lažje spiš, sploh če ne gledaš vsak dan, kam se graf premika. Absolutno. Zdaj si imel res poplavo nekih raznih ponudnikov. Zdaj, če si naredil malo bolj poglobljen research, danes praktično lahko veliko stvari izveš o vsakmu. Že to ti mora biti sumljiv, da če ne najdeš nekih informacij o nekom ali pa če ti zdaj tam na kakšne investicijske priložnosti prodaja nekdo, ki sploh nima nekega izkušnja, nekega pedigreja. Tako da trg se bo sigurno prečistil, ampak tako kot v vsakem biznisu še vedno bo treba biti pazljiv, recimo pri tistih zdaj manjših igralcih, pri tistih velikih, tam pa itak žal nimamo vpliva. Tam se pa ponavadi pokaže potem, da sploh gre za neke tak kompleksne, strukturirane prevare, tisti pa ne moreš odkriti. Če se je v Nemčiji zgodil Wirecard, ki je takrat najbolj ugleden nemški fintech, se je potem izkazalo, da je bil čista Poncijeva shema, pa Nemci tega niso vedeli, vsi njihovi nemški regulatorji, take stvari sigurno ne moreš predvideti. Ampak zdaj za tisto, če si pa ti naiven, da ne vem, kam vložiš, ne vem komu, je pa danes veliko večje tveganje, ker čez eno leto, ko bo Mika začela valiti, recimo vsaj v Evropi, bo teh playerjev bistveno manj. Deva torej narediti en pregled za Slovenijo, kaj komu zaupati pri nas, glede na to, da imamo slovenske poslušalce in gledalce, da bodo malo vedeli, kam se usmeriti, kaj narediti, komu zaupati. Mislim, ne bi zdaj čist šel, kako bi rekel, niti nima smisla, da gremo poimensko, ampak sigurno smo se takrat leta 2017, pa tam do 2019, ko so bili tisti ICO-ji, smo se veliko naučili, vsaj ljudje so takrat videli, da ni vse zlato, kar se sveti in obljube o nekakšnih donosih, o nekakšnih projektih. Jaz mislim, da danes realno živijo še 3-4 taki blockchain projekti, ki so se dejansko izkazali kot, da so bili dobronamerni, da so imeli nek poslovni načrt. Žal jih veliko se je izkazalo kot popolna prevara. Hvala Bogu imamo zdaj na ravni Evrope sprejeto zakonodajo za te razredne tožbe, to je v Ameriki to že vrsto let, recimo v Evropi so prišle te razredne tožbe takrat zaradi tega primera Volkswagen. Tako da obstaja v zakonu podlaga za kolektivne tožbe, tem se reče v Evropi kolektivne tožbe, tako da jaz upam, da se bo zgodila kakšna kolektivna tožba proti kakšnemu izdajatelju teh kriptovalut, ki so se izkazale. Drugače pa imamo res zelo pester ekosistem, blockchain ekosistem v Sloveniji. Jaz sem delal enkrat za eno švicarsko stranko, ki je prihajal iz Cuga. Cug je neka kriptomeka, ampak dejansko ni kriptomeka, tam so vsi samo zaradi davkov. In on je bil recimo presenečen, je prišel v Slovenijo in je rekel, wow, kako je tle mogoče, da imaš ti v enem mestu največjo kriptoborzo, ok, ni vedel, da Bitstamp, da ima samo tle neformalni sedež, ampak si najdu dejansko si jih lastimo, dajmo si jih lastiti. In ponosno si jih lastimo. Ampak v mestu z 200
200.000 prebivalci imaš ti dejansko res huda podjetja, ki delajo, ki imajo svojo kriptoborzo, ki upravljajo s premoženjem, imajo kriptodenarnice. Mislim, tako, na to bi mogli biti ponosni, ampak dobro, Slovenija ima ta itak problem, da smo mal preslabi v PR-ju. Eni Švicari znajo iz tega narediti ne vem kakšno zgodbo. Jaz preden sem šel prvič v CUK, sem mislil, da je to Satoshi Nakamoto, se sprehaja po ulici, bitcoini letijo iz neba. Pa veš, da to je vas. To je vas. Vozijo v letečih avtomobilih. Ja, ampak to je vas in oni so tam, recimo tudi Vitalik Buterin iz Ethereuma, ustanovitelj Ethereuma, on je tam iz davčnih razlogov in on mora enkrat ali dvakrat na let priti tja, da upraviči ta svoj davčno rezidentstvo in takrat seveda oni naredijo tam kriptokonferenco, vsi ti pridajo in oni potem eno leto rolajo samo to, kako je bil Vitalik tam in kako on tam stanuje in tako, ampak naredijo brutalno zgodbo. Mi recimo Slovenci, ki imamo pa res veliko uspešnih, globalno uspešnih in lokalno in globalno uspešnih podjetij, pa tega žal ne znamo monetizirati ali pa pokazati navzven. Ko se odločaš, katere so tisti ključni kriteriji, ki jih moraš preveriti pri tem, da veš, da je podjetje dejansko legit in kaj bi moralo biti tisto, oziroma kateri so tisti znaki, da ti zasvetijo rdeče žarnice, da ne bo tvoja denarnica ostala prazna in tudi taka bila do konca? Prvo kot prvo, sigurno, tak prvi red flag, rdeča zastava je, ko ti nekdo obljublja neke garantirane donose. Vlož vseh meni in boš dobil 20% na mesec. To je prvi red flag. Drugi red flag je ponovadi ta, da te dajo pod časovni pritisk. To so različne metode. Ali samo še 3 pakete nekakšnih storitev imamo, pa bo tak, potem pa jutri pa tega več ne bo. Ali pa takoj moraš podpisati, če ne se vrate zaprejo. To so taki red flagi. Tudi način trženja. Mrežni marketing, pripel še 3 investitorje, pa boš ti dobil. Tako se resne kriptoprojekti se tako ne tržijo. Tako da to so neki taki red flagi, ampak jaz sem že ne vem kolikokrat predaval, govoril na televiziji o teh red flagih. Ljudje pač na to nasedajo, vedno je tista požresnost, ki ti vidiš, pa to govorimo o intelektualcih, ki so to v bistvu nobeni imun na te prevare, ampak nekako jih prepričajo, veliko je tle nekega tega inženiringa, psihološkega inženiringa in je to zelo težko preprečati, tako da lahko se tle ne vem koliko pogovarjamo, ampak tista osnovni higienski minimum je pa, da res da narediš tisto neko, sam mal preveriš ali pa v Sloveniji toliko majhen ekosistem, vpraši 2-3 ljudi o določenem človeku. Ker recimo tle, ki so bile največje kriptoprevare v Sloveniji, a so bile tuje kriptoprevare, pa so jih recimo samo tržili v Sloveniji, to se ve, kdo so bili, ali pa da so bile prav naše lastne kriptoprevare, te ljudje pa so nategnali za ne vem koliko 10 milijonov ljudi, pa tudi govorim, jaz mislim, da več kot 10.000 plus ljudje, ki so jih nategnali. Te grejo iz ene prevare v drugo prevaro in ki so ga enkrat nategnali, ga bodo ponovadi še enkrat nategnali. Ker mu rečejo, takrat je bilo pa krivo, ne vem, regulator je bil kriv, da smo to, ampak imam zdaj novo priložnost, ki boš, ne samo da boš povrnil si prejšnjo izgubo, še dodatno boš dobil. Tako da težko je, lahko zelo veliko narediš, ampak na koncu tista požrešnost in naivnost, žal, ki velikrat odloča. Ampak še enkrat, minimum, dajte vprašati ljudi, ki so iz te industrije, takoj mu bodo znali povedati, a je nekdo legit ali ni legit. To je prvo. Torej, če se zdi predobro, da bi bilo res, je predobro, da bi bilo res. Zelo verjetno res. Dejva za konec se še malo dotakniti obdavčitve, ker lahko pa je tudi res zelo dobro, in iz tega kar nekaj iztržiš in zaslužiš. Torej, kako je v tem trenutku pri nas, kar se tiče obdavčitve, če si torej klasičen zasebni vlagatelj in kako je, če vlagaš kot recimo podjetje? Zdaj, če gremo ali pa korak nazaj, jaz sem bil kar malo razočaran, veliko se je govorilo o tem, da se bo končno to obdavčilo v Sloveniji, ljudje so bili takrat proti, ker so vsi govorili, pa zdaj je obdavčitev za fizične osebe, če ustvariš profit iz trgovanja, da je nič, ampak potem bo pa kar 10%. Žal ni tako preprosto, zato ker ti kot osnovno pravilo je, da če ti kot fizična oseba ustvariš dobiček iz trgovanja s kriptovalutami, je dejansko davek na to nič. Seveda je pa tle veliko nekih čejev,
in žal tudi ni nekega zakona, na katerega bi se ti lahko uprl in kot zdaj velja, ne, če ti ustvarjaš ta dobiček ne kot svojo dejavnost, torej kot neko postransko dejavnost, je to dejansko neobdavčeno. Ne. Zdaj, recimo, če imaš pa ti nekega bota, torej trgovalnega bota, računalnik, ki ti sam trguje, ki ti naredi ne vem koliko teh nakupov, recimo se to lahko že šteje kot upravljene dejavnosti. Ne. Torej, če narediš ti več kot ne vem koliko nakupov, ne vem koliko transakcij v enem mesecu, ti lahko že davčna reče, da je to upravljene dejavnosti. Ali pa spet, če ti nisi zaposlen, ne, pa recimo ustvariš velike dobičke tlele, ti spet lahko rečejo, da je to dejavnost. Ne. Tako da FURS je že par let... Če prek podjetja delaš, recimo, da si SP, pa si nek svetovalec zraven, pa še veliko trguješ. Zdaj, če podjetje je pač obdavčeno tako kot pri finančnih instrumentih, torej tle je nesporno. Bolj je problem to, ne, da je tukaj ni neke jasne meje in je dosti prepuščeno FURS-u. Ti imaš potem še lahko dodaten problem, ne, ker ti FURS lahko mislim, da gleda za 10 let nazaj, ne, kaj podatke. Ne. In ti recimo si ustvaril, pa si dejansko lahko ustvaril čist tako kot neko svojo pasivno dejavnost, si ustvaril veliko dobička, in tebi pride FURS in ti reče, v redu, zdaj pa mi samo ti pokaži, kako si ti to vložil, kako si ti to trgoval. In dejansko me lahko posamezniki velikrat probleme, da si imel recimo na nekih exchangeih, ki več ne obstajajo, recimo če si imel ti trgovalni račun na FTX-u, kako boš zdaj ti prišel do neke svoje zgodovine trgovanja na tem FTX-u. In takih exchangeov je zelo veliko. Tako da sigurno nasvet za vse, ki trgujejo bolj redno, da hranijo sproti vse, kar delajo, še bolj si pa seveda poenostavijo, če dajo nekomu v to premoženje v upravljanje, ker potem je pa zelo, zelo jasno, oziroma na zelo lahek način ti pokažeš, ne, tjale sem naredil bančno nakazilo in potem sem tudi iz tega podjetja ali pa od tega upravljalca dobil ta sredstva nazaj, ti se pa najlažje potem pokazati. Tako da, še enkrat, ne, tvoj čist kratek odgovor. Ja, torej, obdavčitev, za klasično fizično osebo je nič, seveda pa je nekaj čejev. In te čeje so lahko zelo problematični, to se je treba pozanimati. Naj si pogledajo ljudje, FURS je že nekaj let nazaj objavil, mislim, da 15 različnih primerov, kdaj šteje nekaj, da se kot dejavnost, kdaj nekaj ne šteje kot dejavnost, recimo že razlika, če ti je treba ločiti, a ustvariš ti kot fizična oseba dobiček iz trgovanja s kriptovalutami ali z rudarjenjem, z miningom, torej da ti uporabiš neko opremo. To je že obdavčeno kot dejavnost. Ker je poslovna dejavnost. Ja. Tako, ne, tako da tle je veliko enih čejev, tako da ni čisto absolutno pravilo, davek na dobiček je nič. Je treba biti če vzamemo samo trgovanje in zelo posplošiva, seveda pa si je treba pogledati, je za enkrat v tem trenutku in kolikor vem, Ministrstvo za finance drug teden predstavlja spremembe davčne, tega ni notri in Simičev predlog ostaja v predalu, je torej zaenkrat nič. Tako. Kaj pa, recimo, da si dal nekomu za vlagati, si kupil takrat v unem največjem palcu, prodal en del, ker si pameten in nisi prodal vsega, si prodal en del zdaj, recimo na 74 in ustvaril nekaj 10, mogoče celo nekaj 100 000 evrov. Ti ta denar seveda vzameš in ga položiš na svoj bančni račun. Je tukaj problem? Mislim, iz davčnega vidika spet, jaz mislim, da ne. Lahko te pa seveda banka vpraša. Ne? Zdaj nekatere banke, sploh slovenske banke, so zelo, zelo alergične na kripto. Jaz mislim, da NLB, celo mogoče NKBM, te večje banke sploh več ne dovolijo nakazil iz kriptobors. Ne dovolijo. Recimo jaz osebno uporabljam tuje neobanke, v konkretnem primeru Revolut in osebno in poslovni račun. Recimo jaz veliko poslujem z strankami, ki so v kriptobiznisu in me tudi plačujejo v kriptu, ne, in recimo jaz imam potem tudi na eni od kriptobors odprt poslovni račun in iz tega računa nikoli ne nakažem sredstvo na kakšno slovensko banko, ker bi imel verjetno preveč vprašanj ali pa celo bi mi lahko zaprli račun. Tako da moje priporočilo je, če že niso ljudje, recimo pa trgujejo, pa če že niso odprli na kakšni neobanki, govorimo N26 Revolut, da to čim prej naredijo, ker sicer je lahko veliko vprašanj ali pa celo ti zaprejo račun. Ampak tisto, kar si pa ti konkretno vprašala, spet, če ti znaš pojasniti, od kje so ta sredstva prišla, izvor denarja, potem to ni problema. Meni se je tudi zgodilo, da sem se kdaj nakazal na bančni račun, so mi za en dan blokirali ta sredstva, sem vprašal, ok, sem pojasnil, od kje je to, sem rekel iz trgovanja z kriptom, pokazal, da sem takrat tole nakazal sredstva in to dobo in so takoj sprostili. Tako da, če znaš pojasniti, ne sme biti. Torej, dovolj je, da ti pokažeš, ne vem, takrat sem jih kupil 10 po tej ceni, zdaj sem jih 5 prodal po tej ceni, razlika je seveda
dobiček. To je recimo za sem davčno, nakazal. za banko je čist dovolj, iz mojih izkušenj, da rečeš, to je bilo iz mojega trgovanja za kriptom. Torej samo pokažeš Tako. prodajo in pač priliv, ki je, se mora seveda ujemati Tako. v znesku. Tako. Torej ni nekih večjih komplikacij. Vsaj Če po mojih seveda si dosleden in si predvsem, kar velja za vse, shranjuješ Ja. vso dokumentacijo. Ja, jaz koliko govorim, v praksi pa čisto drugače delam, žal. Recimo, jaz imam recimo konkretne probleme, pa ne da bi si zdaj ne vem kakšne zneske nakazoval, ampak jaz sem recimo v kriptu že od leta 2014-2015 in sem imel razne kriptodenarnice, razno kriptoexchange, ki jih več ni, takih exchangeov je bilo res veliko, sploh kakšnih manjših in je pol težko to dokazati. Ampak ja, od takrat naprej pa sem tudi svoje recimo poslovanje, kriptoposlovanje omejil na 2 exchange, 2-3 največ, ne, nimam več jih 6-7 in je potem tudi lažje potem to upravljati, če bi mogel zdaj karkoli dokazovati neke prenose sredstev. Tako da tudi sigurno en moj nasvet, dajte imeti čim bolj nekako skoncentrirano to svoje kripto trgovanje na mogoče 2 exchange. Še zadnje vprašanje, koliko dejansko FURS gleda te stvari? Ni zares podatka, koliko Slovencev ima ali neposredno ali prek kakšnega upravljalca kripto, ampak ocena je, da precej več, kot mislimo, da ja. Koliko FURS dejansko pozna te stvari in koliko se poglablja, dela imajo v končni fazi več kot dovolj inšpektorjev, premalo. Je kripto nekaj, kar v tem trenutku je njihova točka zanimanja, ali se v tem trenutku še ravno zato, ker je obdavčitve tako rekoč ni, bova tako rekla, če posplošiva, malo puščajo ob strani. Tvoje izkušnje. Glej, jaz bi rekel, da je Slovenci, mi smo bili v eni točki, mislim, da per capita po Google searchu na prvem mestu na svetu, mi pa najma Južna Afriška republika, kar se tiče kripta ali Bitcoina. Pa Srbi so zelo navdušeni, ne? No, ampak jaz mislim, da Slovenci so zelo, kako bi rekel, digitalno kripto pismeni in imajo zelo veliko premoženja v kriptu. Tako da jaz iz tega vidika ne razumem FURS-a, sploh zdaj, kaj bodo SP-je dodatno obdavčili oziroma zmanjšali. Menda da ne. No, bomo videli. Ampak tle se mi zdi pa, da sedijo Slovenci na enem toliko ogromnem kupu premoženja, ki je pa popolnoma neobdavčen. In zakaj sem jaz prej rekel, da sem bil malo razočaran, ker ni bil na obdavčitev sprejeta? Lej, če bi oni takrat rekli 10% obdavčitev, pa se ti več ne rabiš ukvarjati, a si zdaj padeš ti pod dejavnost, ali ne vem, ali jaz zaslužim mesec 2 jurja, tam bom pa zdaj prodal za 200 jurjev kripta, pa bodo oni rekli, to si ti ustvaril kot dejavnost, pa mi bo upadalo celo kakšno dohodnino. Takrat bi bilo simpel, 10% davka in se ti več s tem ne ukvarjaš. In jaz bi rekel, da je to taka win-win situacija za nas posameznike, ker bi bili čisto smerni, ker bi bilo zelo predvidljivo, kakšne so moje davčne obveznosti, potencialne ali pa dejanske, na drugi strani pa državo, ki bi pa prišla po mojem do res konkretnega prihodkovnega. Ker kje postaviti mejo? Je to zdaj ena transakcija na mesec, da pomeni, da to delaš zares, ali je to 10 transakcij na mesec, ali je to 100 transakcij, ne? Kdo na FURS-u bo zdaj rekel, kaj pomeni, da se ti dobesedno poslovno ukvarjaš s tem? Ali pa si predstavljali tisti Mt. Gox, ki je bil prva velik exchange, ki je šel v stečaj takrat in takrat so ne vem koliko bitcoinov zginili. In zdaj bodo dobili del teh nazaj. Ne? Recimo, kakšni Slovenci so bili tukaj zraven, bodo dobili zdaj tista sredstva nazaj. No, in zdaj si ti imaš in ti imaš neko normalno službo, zaslužiš jurja pa pol, 2 jurja na mesec in kar naenkrat boš ti dobil od FTX, od Mt. Goxa boš dobil ti za 2 milijona sredstev na račun. In zdaj, kako boš tudi ti pokazal, se mi mogoče tle bo lahko, ampak kako bo FURS reagiral, ko bo rekel, zasluž 30,000 bruto na leto, zdaj bo pa dobil 2 milijona iz kripta, to je bila dejavnost. In boš mogel ti spet nekaj tle dokazovati. A ne bi bilo bolj enostavno, vzameš tu 10% od vsega, kar so si nakazali na račun in to je to. Tudi dokazano je, da manjše stopnje obdavčitve so boljše, ker ljudi ne pripravijo do tega, da goljufajo. Višja kot je stopnja, večji je delež goljufanja, ker pač rajš tako, kot se rekel, vsak plača 10-15%, pa reče miren sem, ne bom se sekiral, kakor da ne. Ker so tudi pri nepremičninah pri oddajno gledali. Pri 15 je bilo bistveno manj goljufanja kot že pri 25, kar se zdi neumno, 10 odstotnih točk pa vendarle. Tako da, v redu, hvala lepa za vsa ta pojasnila. Jaz upam, da sva odgovorila na veliko vprašanj, ki jih imajo vlagatelji v kriptovalute. Nisva se dotaknila nekih teh zelo majhnih, obrobnih
kovančkov s takimi in drugačnimi eksotičnimi imeni. Pa večinoma kužki. Kužki, slikami in podobno. Tako da ja, še enkrat hvala in Hvala za povabilo, v veselje.